Živijo na masažnem biznis kanalu. Jaz sem Anita, certificirana masažna terapevtka in coachinja za maserje začetnike. V tem videu bom govorila o tem, kako lahko izstopiš iz konkurence maserjev. V Sloveniji nas je veliko maserjev, lahko pa povem, da je tudi veliko ljudi, ki se želijo masirati. Tako da v bistvu na svoje kolege v masažnem svetu, v masažnem poslu, lahko pogledaš tudi z pozitivnega vidika in jih sprejmeš kot prijatelje, kot kolege, kot sodelavce. V bistvu lahko bi tudi sodelovali med sabo. Verjetno, če si iz kakšnega manjšega kraja, nekega odročnega kraja, si misliš, tisti v večjih mestih lažje pridejo do strank, imajo več strank, v bistvu je več povpraševanja. Tisti, ki ste pa v večjih mestih, pa masirate, mogoče imate celo v isti stavbi, kjer najemate prostor, še kakšnega maserja, pa več konkurence. Spet bom povedala pač iz svoje izkušnje. Jaz nisem iz glavnega mesta, sem iz Kranja in v Kranj pridejo tudi k meni na masažo ljudje iz Ljubljane, na primer. In tako da vem, da se da. Tudi pridejo iz vasi, pa imajo maserje okrog sebe, pridejo k meni. Če potegnem črto zdaj pod vse to, kar sem povedala, da vsak maser masira z neko svojo osebno noto. In če ti znaš to ponuditi v Sloveniji ven na trg in v bistvu s tem privabiš določene stranke, lahko dobiš res odlične stranke, ki se bojo vedno in vedno vračale samo k tebi. Tudi vmes bojo šle mogoče se kam drugam zmasirati, ampak bojo ugotovile, da pri tebi dobijo res to, kar si želijo. Tako da v bistvu v prvi vrsti je dobro, da se malo ozreš vase, da pogledaš, kaj ponujaš in nekako oblikuješ, točno kako se to naredi. To tudi naučim in vodim v svojem coaching programu za maserje začetnike, ker v bistvu gradimo temelje, ugotoviš, kaj točno si želiš početi in katero stranko nagovarjaš. Potem boš točno tako stranko dobil in točno tej stranki boš ponudil to, kar ti ponujaš. Če je bilo zdaj to razumljivo. Se pravi, ena od takih stvari je, da zgradiš v bistvu neko svojo osebno noto pri masažah in da se stranke pri tebi počutijo cenjene, zaželene in da res začutijo, da jim pomagaš. In to je en prvi osnovni korak, ki ga narediš. In potem lahko tudi lažje pelješ naprej ta marketing in v bistvu svojo prezenco, svojo podobo, ki jo daješ ven kot svojo ponudbo. In sebe postaviš v bistvu na nek profesionalen nivo, če imaš spletno stran, da je ta profesionalno narejena, če imaš socialna omrežja, da so usklajena s tvojo spletno stranjo oziroma da je vse skupaj, cel paket kot nek tvoj osebni branding, tvoja osebna blagovna znamka. In vse skupaj mora biti povezano in privlačiti takšne ljudi, ki bojo vedno k tebi nazaj prihajali. Tvoja blagovna znamka mora izražati neko resnost, profesionalnost in pa kakovost tvoje storitve. Stranke, ki te bojo našle na socialnih omrežjih ali pa na spletu, bojo točno znale povezati tvoj videz s tem, kar ti počneš. Ko sem ravno omenila marketing in pa socialna omrežja, je tukaj zelo dobro, da si upaš izstopati iz cone udobja, da se pokažeš ljudem takšen, kakršen si, da te vidijo, da te slišijo, da te začutijo in če ne drugega, pridejo na prvo masažo, pa se potem odločijo, ali bojo potem hodili k tebi ali ne. Tem, ko vzpostaviš stik s svojo stranko, ko stranka začuti, da je zaželena pri tebi, se bo tudi vračala. Naslednji korak je ta, da se v bistvu izpostaviš na socialnih omrežjih, na spletu in takrat začneš postajati res konkurenten svojim maserjem kolegom. Ko se izpostaviš na socialnih omrežjih, lahko v bistvu začneš majčkeno tudi gledati, kaj delajo drugi. Kolegi maserji, dobro je, da vidiš, kaj delajo, mogoče se ti utrne kakšna ideja. V davnih časih so rekli, da
če že kopiraš, a ne, ni priporočljivo glih, da kopiraš, ker v bistvu s tem si nakoplješ samo slabo voljo okrog sebe. Poskusi to zapakirati na svoj način in ponudi to svetu in strankam na svoj način. Verjamem, da že takoj, ko si odprl svoj masažni posel, da se spogleduješ s konkurenco. Koliko ljudi okrog tebe masira, kaj ponujajo, kakšne cene imajo, kakšno imajo spletno stran, a imajo na Facebooku profil, in vse to gledaš in opazuješ. In zdaj upam, da nisi na negativni ravni, a ne, da to gledaš vse s pozitivnimi očmi, ker v bistvu pri konkurenci, ko opaziš nekaj, kar tebe privlači, lahko v bistvu nekaj podobnega uporabiš tudi pri sebi. Še vedno je tako, da nihče ne more biti enak kot ti in tudi ti ne moreš biti enak kot tvoj konkurent. Še vedno bo to tvoja nota, tvoje besede, tvoj glas in tvoj videz. Na koncu koncev je, tudi če gre ena stranka od tvojega kolega konkurenta k tebi, še vedno šteje samo tvoja masaža. Tako da še vedno je dobro, da res obvladaš masažo, da je profesionalna, ampak tudi kako sprejmeš stranko in kako zaključiš masažo ter kaj se dogaja potem. Tukaj so določene stvari, ki jih lahko uvedeš in to stranko pripelje potem nazaj k tebi. Če pa greš kopirati konkurenco in kopiraš v bistvu njene objave, uporabljaš njene besede, slike, njen stil, je pa to vse umetno, to stranka začuti. Tako da v bistvu lahko hitro začutiš tudi potem upad strank. Strank bo vedno manj, v bistvu nobenih novih strank ne bo, ker enostavno boš postal isti kot tvoj kolega maser. Zato je fino res najti svojo noto, odločiti se, kaj si res želiš masirati, katera tehnika masaže te najbolj privlači in se jo res naučiti in izobraževati v tej smeri non-stop. In objavljati v bistvu v tej smeri, stranko osveščaš, da se izobražuješ, komu si rešil kakšen problem, in to bo tebe v bistvu dvignilo iz konkurence. Če pa začneš kopirati kolege, pa nisi konkurenčen, si isti. V bistvu sta pol dva ista. Upam, da sem ti dala kakšno dobro idejo. Hvala, ker me poslušaš, lepo bod, dober maseri, čao.